jutro, dobrodošli nov teden. Kot vidiš, sem še zalimana. Čeprav, zbudila sem se enkrat, ful je dežval in sem nauna, ne, nočem ostati. In pa sem zaspala. In pa sem se spet zbudila in jaz sem koliko je ura. In tako pogledam, 5:10. Tako, je bilo po moje 5 zjutraj, ampak v glavnem, zdaj imam tale topek. Ne vem, tak tanek polovrček, ful se mi všeč te detajli, a ne to, ko se loči rokav. Zgodila se je pa malo nezgoda v stroju, veš, kaj bo tukaj, ne, tale ketnica. Tega sem se bala, sem jo obrnila, pa sem jo prala na nizki temperaturi, ampak se vse na polovici je šla na pol, tako da sem jo pač dala dol in zdaj imam sem te dva okraska, sicer meni je to ful všeč, meni ne mot, da ni une ketne, sem tako, pač... To se meni takoj zgodi. V glavnem današnji citat. Ne gre za to, da daješ prednost stvarim svojega seznama, ampak da narediš pravi seznam. Ja, dobro. Če malo pa grem v službo. Koliko je pa danes lep dan, oh my god, res prav noro. V glavnem tako, da sem izkoristila priliko in se šla zmatko na kavico, pa na tortico. In potem so še 3 punce, ki so mi prišle pozdraviti in se fotka z mano. Tako noro. Pozdravček punce, če to gledate. Ravno sem prebrala knjigo od Jennifer Lopez, True Love. To je, mislim, da iz leta 2014-2015, zdaj ne znam točno razbrati. Govori v bistvu takrat, ko je bila ona poročena z Markom Anthonyjem in potem, ko se je ločila, ne, in ko je šla pač na prvo svetovno turnejo in potem, kako je pač prebolela. Prvo sem bila itak, to bo po moje cheesy, pa glede na to, koliko je pa že poročena, pa zdaj tak že Mark Anthony je pa seja, ne, pol je bila itak z enim mladim plesalcem, pa bila je z unim, kaj Alejandro, me se zdi, ker se je zaročila, pa se potem prekinila, pa je potem nazaj z Benom, pa se je tudi zdaj od njega ločila. Ampak knjiga mi je ful všeč, v 2 dnevi sem jo prebrala, pa se mi ful je dobro napisan, pa pol slike tako dopolnjujejo in je ful fajna, pa če mi je pa ful všeč, ful se jih brala. Ja, potem seveda ne, knjiga je normalno v angleščini, ne, to sem jaz preko Amazona naročila. Drugač, jaz sem ful pristaš knjig v slovenščini, nare berem v slovenščini, mislim se tudi dejansko skozi berem v slovenščini. Ne maram brati v angleščini, zato ker želim podpirati slovensko besedo in slovenske knjige. Izjeme, ko pač berem knjigo v angleščini, so pač te, ki nikoli ne bodo prevedene v slovenščino, sprota Nina knjiga o Jailu, nikoli ne bo prevedena v slovenščino. In potem take stvari, ki se pri nas ne da dobiti, če mi je avtor zanimiv, oziroma knjiga, potem pač izjemoma berem v angleščini. Je pa to seveda spet tako, moja angleščina je ful dobra, ampak, in to je recimo napisano v zelo preprostem jeziku, ampak če bi bila to neka težka angleščina, tudi jaz ne bi razumela. Se tudi v tej knjigi je bilo par tako besed v angleščini, ko sem bilo, kaj pa to pomeni, ampak dobro, sej, sploh nima veze, pač iz konteksta itak razumeš. Ampak tako, ne, zato sem jaz ful zagovarjam, da se berejo knjige v slovenščini, ker tako razvijaš tudi besedni zaklad v slovenščini. Pa je, da zdaj mladi imajo ful težave s slovenščino, da ful upada pismenost, kar mi je ful žalostno. Si tudi vem tle med vami, da nekateri ful radi berete v angleščini, razumem, sam je po slovenščini bolj za nas, zaradi razvijanja besednega zaklada in tako naprej. Ja, ok, no, če si lahko dovolim vzeti minutko za slovenščino, ker vidim, ko folk piše narobe in to mene tako žucira, ko pišejo ne bo, ne moram, ne maram, skupaj. To se piše narazen, dragi moji ljudje. Ne bo, ne bom, ne moram, piše se narazen. Ne vem, se piše narazen. Nebo, ki se piše skupaj, je tole nebo. Ostalo je narazen. Please, prosim, thank you, hvala. Pač, sej tudi jaz, a ne ful... Se res je trudim tako, da čim več slovensko govorim, daj kakšno besedo v angleščini vržem normalno, ker smo pač tudi navajeni, recimo cringe. Kako bi zdaj prevedla cringe? Ampak se razumeš, ne?
Tako da ja, dajmo uporabljati slovensko besedo, oziroma pač, ker smo v Sloveniji, to slovenske besede doma govoriš, kakor govoriš, oziroma svojo družino, mi doma recimo govorimo pač srbsko, ne, ker to je v bistvu moj, realno moj materni jezik, sicer slovenščino boljš govorim, no. Tako da ja, jaz sem pa zagovornik branja knjig v slovenščini in s tem bom težila in to je to. Pa da ne bo kdo žaljen, ok, lepo prosim. Itak zmer, kar ko rečem, moji nameni so zmer pač, ne vem, dobri, pozitivni, da mogoče, ne vem, da mogoče dost kaj novega zve, pa da se zamisli, ali pa karkoli, nikoli pa ni, da bi jaz nekoga žalila, ali pa bila nasramna, pa kaj, to pa res nikoli, ok? Ja, še tole sem pozala povedati. Tole knjigo bom obdržala v svoji domači knjižnici. Dragi je prišel, pa ne so tole cedevito, lime and lemongrass, se pravi limeta in limonska trava. Možda kiša ovac. Čin. A si probal to? Se te snimam? Ni mi všeč, mali kislo, tako da. Jaz sem zelo specifična, kar se tiče teh sladkih pijač. Prav, da ni res. A ja, tu pa ne laže. Ja, res je, ne lažem. Se nikoli ne lažem model. It's the most dom. Dobar dan, z dragim sva šla v Hoferja. Sem kupila rožice za manj, pa par stvari. Zdaj sva pa šla pred Mercatorja. Šiška, no, super nova. Pa greva na kavico. Vreme tako sunnivo, tako se moja piha. Ful, tam moram sem plača. Je to ga piha. Pa se je ulil, ko ga dežuje. Ko se dobro vidi. Lep pozdrav. Predtem sem bila še v knjižnici in sem bila samo nekaj od poezije bom vzela. Ampak, tole moram podeliti, sem tole knjigo. Tole sem slučajno videla in je pač pozanimiv. Robert Perišić, Območje brez signala, hrvaški avtor. Midva sva gledala tole serijo na Voyotu. Huda serija za PP in to je v bistvu posneto pač po tej knjigi. 500 strani. Ampak ko mi čakam, da začnem brati. Zdaj pa še Hoferhall. WC papirus. Rožice. O, pa so lepe. Lepe barve. Excuse me. Ma che cosa? Črn kruh. Gobice, paradižnik za dragega, jagode, pol nama bom jagode naredila, 2-krat, za dragega, pač jaz tega videti ne moram, 2-krat, potem še nekaj čokoladke, humus, še neka presna ploščica in pa krompirček, ja, tudi to ne. A ja, pa še to, ker so šla v Mercatorja na kavo. Bila pač ena fubarjazna gospa natakarca in pol da pač plačam in ona meni, vas moram pohvaliti, pesko. In me pač gleda na TikToku. In to je zanimiv. Včeraj srečam punce, danes to gospo. No, to pa je motivacija. Delam večerico. Moram že kar malo pohiteti, ker je že to kura. Pa, dragi je dol, pri tašči in tastu. Tako da jaz zamoram sem še losos popeč, korenje, krompir, imamo v pečici, še losos popečem in večerja bo popolna. Ribica se peče, pa še današnji citat. Nasmehni se v ogledalo, to počni vsako jutro in zaznala boš veliko razliko v svojem življenju. Yoko Ono! Od Johna Lennona žena. Ja, res je, proba.
Tole sem še matki pozabila, za materinski dan. Neki rekel, da jih vzamem. A ja, danes je materinski dan, tako da, drage moje mame, veselni praznik. Upam, da ga boste lepo praznovali. Jaz sem matki rožice že odnesla, moram pa še nekaj kamje naročila. Dobro jutro, sam da se na hit javim. Ful dežuje. Zdaj gremo v službo, potem po službi imam zobarja, oziroma ustnega higienika, ki hodim privat. Potem grem v Cankarjev dom, gledat film Kaj ti je deklica, režiserke Urške Čukič, ki jo poznam iz otroštva. Potem grem pa zvečer z Julijo v opero, greva gledat opera za 3 groše. Kada se me loteva prehlad, tako da moram še lekarno skočiti, ker naslednji teden ne spim spolet, tako da še današnji citat. Danes pohvali popolnega tujca, kako dobro širiti pozitivne vibracije. In potem mu nadere. Odvisno. Toliko stvari imam s sabo, ker imam s sabo petke, pa kje se preobleč, tako da imam torbico, pa uno torbo, pa še eno torbo, tako da bom čisto natovorjena. Super, nekaj sem še kupila, pokažem jutro, kako danes, po moje ne bom snimala doma, ker bom popozna. Zdaj grem nekaj jest, pa grem najprej Cankarjev dom na film, pa gremo pa v opero. No, sem zmedena, kam moram iti, tako da. Da se ta ledveni del razširi, to je bistvo. Je visok. Evo me z Julijo. Dobro jutro. Včeraj je bil tako pester dan in toliko sem utrujena. No, prvo sem se zbudila tako malo prehlajeno, ker se še zmer sliši. Sem neki. Se pravi, najprej sem delala, potem sem imela nekaj časa in se šla na kavico v to novo kavarno, Café Trieste, tam v isti liniji kot na Botičnik, se je zapostila. Potem sem šla z zobarju, oziroma zobarci, ustni higieničarki, ja, tako je pravilno. Prosim, nitki si zobe, to je toliko pomemben in kakor mi je pač ta ženska odprla oči, pa mi razložila, zakaj je pomembno nitkanje, ker pač iz zob izhaja zdravje in mi samo s ščetkanjem zob ne odstranimo vse te pač vmes, a ne nam gre hrana. In ti z nitkanjem, oziroma jaz naravno uporabljam une ščetkice, ker imam tudi žičke na notranjih straneh, na obeh, ker sem imela aparat. Res, mer ostane to hrane in verjem, mor si nitkat zobe, prosim lepo. Potem sem imela cajt, jaz sem šla še jest, ne. Potem sem šla v Cankarjev dom gledat film od Urške Čukič, Kaj ti je deklica. Dober film, sicer mogoče mal bi nekdo rekel, ja, se je mladostniška tema, ker ta 16-letna Lucija se pač, a ne, je še nedolžna, edino prav. Mislim, da mal išče to, kaj je všeč, kaj ni všeč, v glavnem pač, zgodba je zanimiva, ampak meni je tudi všeč, kako so posneti kadri, to je bilo res tako ful zanimiv. Konc ene scene in po začetek druge, ki pač pojejo, ki je tudi v bistvu pevski zbor in sam kurjo podobiš, ki je toliko dober. Potem recimo, ko se ta njihov dirigent, a ne, dere na Lucijo in je res toliko močna una scena, ki je ful je tako tudi blizu posnet, pa tudi ona dva sta ful blizu in je tako zanimiv je, no, iz tega režiserskega, umetniškega vidika pač res ful zanimiv. Meni bo pač to ful všečno, tako. Pa počas, kar imamo radi. Potem sem imela še malo časa in sem mes še brala, pa sem odčakala Julijo in so šli v opero. Opera mi je bila tako, midve so sedeli čist v zadnji, a ne, in to je res ful visok
in odra ne vidiš čistko, ne, in pol na momente se moraš to mal naprezati, da vidiš in ni to. Jaz mislim, da je zaradi tega nam je bilo pač ta užitek prikrajšan, ker drugače zgodba je bila pa tudi kot nekatere scene so bile malo smešne, nekatere malo manj, nekatere bolj zanimive, nekatere malo manj. Jurij Zrnec igra in mislim, da je on tudi največ korešil. Če ne bi bilo njega, po mojem, meni osebno ne bi bilo toliko všeč, kaj sem velika oboževalka Jurija Zrneca, pač obožujem ga. Model je res tak igralec, mislim, igra v serijah, igra v drami, zdaj sem ga drami gledala, v operi, tudi poje model. Ni bila to da tipična opera, ne, ni bilo tako, so pač pel. Bom pa šla še kdaj, definitivno rada bi šla na to, ta pravo opero, pa na balet, ampak moram dol v spod sedeti, da se lepo na oder vidi in je vredno več plačati. Ne škrtari pri karti, ker rabaš tako, da gledaš oder, ne pa tako dol, ker je res ful naporno. Tako da ja, in jaz sem pa valjda na koncu, ker sem se tudi malo slabš počutila, toliko sem že utrujena, jaz upam, da nisem šla Julijine živce, ker pa sem imela že tako čez glavo vsega, ker to trajalo je, koliko? 2 uri pa pol? Ja, malček več v bistvu. Ja, in res sem na koncu že tako utrujena, pa ko sem se že vozila domov, jaz sem že pa sem se morala še kopati. In ja, tako da sem šla kar pozno spat, no. V glavnem, ja, zdaj sem se, naspala sem se, pa Julija mi dala neko zdravilo, tako da. Pa še pol včer sem tudi jaz vzela neki, no, vzela sem tele od Mendexa, ta kaj matični mleček je to. Drugač imam ful rada te, pač ful me dobro zapise, bom zdaj tako eno spila. Make-up, sem si malo popravila. Pa bom ti vitaminčki. Drugač folk ni tako neki ful fancy. Jaz sem se toliko sekirala, da to mena kmetica izpadla. Sicer sem pa imela štikljeno, ampak vse živo vidiš. Od štiklo do super, jeans, elegantno, tako da ni pa tako, da bi folk pretiraval. Ker pač, hvala Bogu, no, naša opera tega ne zahteva. Vem pa, da mi je ena turistka razlagala v Budimpešti, da so pa ful striktni, da pa moraš biti prav fancy oblečen, če ne spustijo. Pa nas, hvala Bogu, no, to ni tako. Ja, potem sem še na Nazorjevi še odkrila eno novo trgovino I Love You Matcha, se imenuje Čin. In sem še tam nekaj kupila. Ja, ker sem na prvni ustni higieničarki, točno mi je dala tole strgalo za jezik, Zakon, the best. Se pravi, in je rekla, in zjutraj, in zvečer lepo strgati z jezika, ker na jeziku je tudi ful bakterija, ne. Pa dala pa še tole kombučo, gozdni sadež, rdeča pesa. Bo nek dobra. To bom vse pa z dragim provala, no, tako da. Potem se v tej trgovini I Love You Matcha kupila tole kokosovo vodo, tale je sparkling, se pravi gazirana, imaš pa tudi negazirano. Jaz drugače nisem to ljubiteljica gazirane, ampak včasih je pa kakšna stvar dobra, tako da sem hodila gazirano probati. Mačo sem vzela, prav imaš tole, da lahko eno probaš in je rekla, da je to ena boljših mač, pa prav piše traditional, mi je pa razlagala, ne. Uno mačo, ki sem imela od Ekve, sem vrgla stran, ker sploh ni mača, ampak je, ne vem, s cukrom, pa ne vem še s čim. Ti rabaš striktno 100% mačo, da pa sam zmišaš, s katerim mlekom želiš. Pa sem pa vzela še neke proteinske tablice, beljakovinska ploščica, tale pa veganska ploščica. Bom to probala en dan z dragim, pa bom pa zraven posnela, no. Ja, zdaj pa stroj perem, že ta drug. Pa ja, moram se nekaj zjesť narediti, ker sem res že lačna. A ja, v bistvu mi je Julija svetovala, da srnim neko juhico in imam lih viška koruzo, krompir, ki mi je še zanj ostal, pa malo tele čebule, tako da sem to mislila malo popražati, skuhati. Pa tam imam gnile banane, da bom naredila neke veganske mafine. Pa bi malo eksperimentirala. Mandle mlete imam, kakav v prahu. Oh, joj. Nekaj upam, da bom ščarala in da bo ratal.
Ampak ja, to sem še hodila reči. Če sem se mogoče malo preveč zadala, sej nič ne delaš, ampak ne delaš fizično, ampak delaš psihično, ne? Stroj, če se sliši, upam, da ni moteče. Ker pa čez mene moraš biti pisota, ne? Tako da masa si preveč naložila včeraj, res. Ful bi šla še rada daj v opero. Prav na opero, pa na balet, pa itak kakšno gledališko predstavo, no to. Juliji sem razlagala, jaz sicer ne razumem teh modernih umetnosti, tako da kakšen modern ples, mislim, da me ne bi bil všeč. Dobro, mogoče bom šla, daj, španski borci vem, da imajo, pa si se to kratke predstave, no to, se to bi še šlo. A dobro, si tudi Cankar doma, to, ja. Moram malo prečekirati, no. Citati. Včerajšnji. Nasmehni se. Raziskave so pokazale, da se je po stresni dejavnosti srčni utrip tistim, ki so se nasmehnili, umiril hitreje kot tistim, ki se niso. Ja, sigurno, ne? Pa današnji. Bodite zdravi in skrbite zase. Veselite se čudovitih stvari, zaradi katerih ste to, kar ste, Beyoncé. A ja, drugač. Zakaj sem bez toliko živča tudi včeraj? Jaz sem imela toliko stvari včeraj sabo, 2 vrečki. Nikoli več, toliko stvari, tako, nikoli več. Da se za sebe, prav samo upoštevi ga. Še tole sem prebrala. Julij Hodolin, pisma svetovanja, to so eseji, potopisi, portreti. To so v bistvu bile kot neke kolumne, članki v raznih revijah. In pa so zdaj tle pač v knjigi. Ful zanimiv, všeč mi je bilo, 4 zvezdice. Zelo je bila knjiga, ampak se pa hit bere v bistvu, no, tako da. Mislim, Julij Hodolin je tak eden mojih ljubših slovenskih avtorjev, tako da. Čin. A ja, to je tak moja knjiga, ki sem jo takrat kupila v antikvariatu, ki sem visaško in jo tudi obdržim v svoji knjižnici. Lej to. Wow. Pa še tele jušne krogelce dam čez. Pa malo petršilčka. Upam, da dober. Ful je gosta. Morala bi še malo vode dodati, ampak zdaj je, kar je. Maj, ni slabo. Pojedla jo sigurno bom. Pa še zdaj zvečer si bom pustila, ko pridem dam. Prav dodam vodo. Jej! Lep pozdrav. Jaz sem se ful prehladila. Najhuj je zjutraj, ko vstanem in pa tako proti večeru, a ne zdaj. Porabila sem že toliko papirja. Tako da ja, ne bom jokcala pa utrujala s tem. Je, kar je. Malo sem zmedena s citatom. Jaz imam tle pač na 28. danes je 28. Jaz nikoli ne naprej. In zdaj razmišljam, a sem jaz kakšen citat vnaprej prebrala? No, se bom videla pol, ko bom editirala, tako res sem zmedena. Skratka, bodite zdravi in skrbite zase. Veselite se čudovitih stvari, zaradi katerih ste to, kar ste, Beyoncé. To bom... Jaz sem po moje prebrala vnaprej. Če sem, se opravičujem. Zdaj bom pa jedla in pa počivala, ker to rabim. Če sem hotela kaj povedati, sem pozabila. Dobro jutro. Jaz nisem nič boljš, ampak tako pač je. Včeraj sem se obračala posli, pa tako, pa ne morem dihati, pa diham čez usta, pa diham čez nos. V glavnem pol je šlo čez nos, obračala sem se, vse mi je šlo na živce, sam da se dragi karkoli obrnil sem na uno, te bod na mir. Uno, ko greš sam sebi na živce. Stroj se bere, upam, da ni moteče. Ampak ja, sem pa saj res dobro spala, ko sem zaspala pa do jutra, to je to. Ja, tako da super, no, vsaj to. Današnji nasvet.
Piši dnevnik veselja. Zapiši vse, kar te zradosti. To ti bo pomagalo k boljšemu počutju v težkih dneh. Ja, to je pa sigurno res. Kafe sem že spila, malo sem brala. Zdaj sem si jagode narezala, ko so lepe. Moram fotkati. Dobre so. To so une ozanč, ko sem jih kupila v Hoferju in sem mislila, da jih bom večer pripravila, pa jih še kar nisem. Zdaj razmišljam, da bi jih jutr, pač imamo skupaj, kar dragi, tak cel dan v službi, pa dobro zgledajo, tako da jaz mislim, da do jutra bodo še zažale. Upam. Jaz pa rabam malo vitaminčkov, tako da. Sem pa zdaj ugotovila, da imam ful rada te kuharske knjige, da mi je ful lažji, da imam fizično knjigo z dobrimi recepti seveda in potem samo brskam in iščem ideje. Ker imam milijon nekih receptov z okusno.je, recimo najdem recept in potem si pošljem na mail. Imam tako milijon mailov z milijon idejami, kaj pripraviti in potem samo tole je preveč, jaz ne vem, kaj bi pripravila. Tako pa, recimo, če imam pa eno knjigo, pa lažje se mi zdi, ker imaš, ne vem, pred nosom, takoj, sploh pa tale, ta od Sarah Fennell, ta ameriška res. Tok mi je dobra, pa dobri recepti so, tako res vsak recept je dober. Ok, kakšni so malo zahtevni, kot je jala torte, to vprašanje ne bom pripravila, ampak tako vse imaš, od piškotov do nekih preprostih, tako pač. To mi je dobra. Zdaj osebno, jaz upam, da tale moj glas ni moteč. Zdaj osebno mi pripravila strawberry cheesecake muffins, zgledajo vrhunsko in jaz sem kislo smetano še rabam, ker imam litle jagode. Bom videla, mogoče se bom lotila danes večer, čeprav ne vem, da se mi bo dal, ali pa jutr. Bom videla. Nekako tole imam zdaj naslednjo idejo, no. Pa nekaj se mi že pripravlja, moram reči, kot da, njami, to je vse toliko dober. Tele dobro zgleda, tele piškoti. Cosmic cookies. Čokoladni piškoti, pa še gor ta čokoladen preliv. Tako da ja, zdaj bi kar tako kupovala kuharske knjige, ker so pa tudi ful drage, tako po 30 € so načeloma. Ampak, a veš, tudi vse te kuharske niso tudi dobre, tako da razmišljam, ja, v knjižnico si bom šla najprej sposoditi, včasih so si ful tu sposojala. Ja, si smo eno mapce z recepti na disku, tako da ja, bom to morala malo študirati. Še pa na koncu je preveč receptov in pa si čisto zgubljen in sploh ne veš, kaj bi pripravil. Vse pri meni je tako, no. Tale dva otroka gre se pa zdaj na čuvanje hmotki, se drugače sta še ful lepi, ampak pri meni je tle res zelo malo svetlobe, ne, se veš, ko sem jo dala na tla in nočem nacrkneta, jo nesem hmotki, ker ona ima pa ful svetlobe na polici in ima pravi botanični vrt, ful ima že orhidej pa ostalih rož in mi da bo ona bolj skrbela za njiju. I love you. Zdaj pa greste dol. Sajterček, še kruh si dam, pa je to. Dobro jutro, malo sem še zalimana, dragi grejo na kavico. Sem pa malo prehlajena, ne bom rekla, da nisem več, ampak je počutje vse boljše, no, v primerjavi 2 dneva nazaj. Dobrodošli v Škofji Loki, se spodaj, če sem prej omenila, da greva v Škofjo Loko. Mene je tuk luška, no. Kako lepo! Ful imam rada ta stara mestna jedra. To je res tako lepo. Pa upam, da ni gužve, ne pa una Ljubljana, me gre Ljubljana že tako na živce. Tle so pa čist začeli renovirati, nisem vedela. Tle smo mi snimali varuhi formule. Jaz sem včasih tako malo več delala kot statistka in tle je Dragan Bjelogrlic snimal varuhi formule. Sedel v tem kafiču, pa tle smo se sprehajali.
pa delajo sploh tle? Tako. Kot si center je čist razjahan. Kaj na prizoro. Mislim, da veva, kaj bo. Knjige. Kako je lepo tole. Go. Lepo se preredil tale Homan. Homan je. Pa ježek je bil ful dober, res ta prav, tako kot včasih. O, to ne moram še pofotkati. Naj ne mine dan brez julne tortice. Bog živi Slovenija. Da se je pa kar naredil, kako je lepo, lep sonček, toplo je. Najedla sem se, koliko je lamehna pica, pa je da še kar prevelika, tako da sem se vzela za domov. Načnemo stran metal. Pa ful je dva dobra, tako da. Jaz bi se pa zdaj kar sprehajala. No, koliko je lepa Škofja Loka, meni je res tako lepo. Tle bi pa živela, tle se pa videl po moje. Lepo zdrav. Zdaj že kar nekaj ur minilo, odkar sva doma. Sva gledala en film, počivala. Ja, zdaj sem pa tele jagode narezala. Bom še agavin sirup dodala, pa jih malo pustila in počakala, da spustijo svoj tale sok. Pa bova še malo večerjala, pa sigurno še kaj gledala, ne? Tako, jaz bom pa mogoče malo brala, pa malo tale vlog še editirala, no, ker zdaj dragi skočil sem v garažo. Tako da ja, no, vse je nič posebnega, umirjeno. In to je to. A ni huda srajčka? To je ona srajčka, ki sem jo od matke vzela, pa mi je kul. To kad jakno uporabljam. In zdaj je spet oblačen, pa kar mrzlo moram reči. Tako da ni še ta prava pomlad. A ja, potem sem zadnjič ugotovila, da sem res prebrala takrat citat vnaprej, oziroma potem naslednji dan sem ponovila. Nauči se ceniti sebe, kar pomeni bori se za svojo srečo. Annie Rand. Ja, res je, ja. Prišel je še en request za pozdrav, tako da pozdravljam Zojo. Hvala, da si tle. Po večerji se priležejo še jagode. Ura je že nekaj čez 8. Dan mi je zletel takole. Res, da sem pozno vstala, ampak vseeno ta ura, ki gre naprej, jaz upam, da ne bom preveč utrujena, ker ponavadi ful čutim to spomladansko utrujenost. Ampak dan je šel čist prehitko, da še dobro sem jutro v bistvu popoldne, no, tako. Ful bi pasala zraven smetana, ampak je pač nimam. Tukaj bom zaključila vlog. Upam, da ti je bil všeč. Hvala, da si tle. Ti si moja največja motivacija. Zapomni si to. Rada te imam. Hvala za vse in se gledamo. Imej lep teden.